Ne vem, če je smiselno se zdaj izpostavljati tisti par konkretnih predlogov, kot je recimo neko določeno število 1000 in toliko delovnih mest, prihod nekih podjetij, velikih podjetij iz Ljubljane v Maribor. Mislim, to so vse neki predlogi, ki so mogoče ok, vmestni in tako dalje, ampak se mi zdijo kot neke taki enkratni, da ne rečem padalski predlogi, ki nekako niso umeščeni v eno širšo razvojno strategijo in vizijo mesta Maribor. Tisto, kar sem si želel danes mogoče več videti pa slišati, je ravno to, razprava o tem, kaj narediti, katere ukrepe predlagati in izpeljati, jih nastaviti in najprej seveda dobro koncipirati, da bomo učinke neke lahko želi v prihodnosti. Želel sem slišati razpravo o nekih strategijah, vizijah in ciljih, ki bodo presegali miselnost enega mandata, ki bodo presegali miselnost mogoče celo 2 mandatov. Za trenutek smo lahko pri mogoče 1-2 kandidatih slišali, da obstaja nekaj v zvezi z tem. Konkretno se mi zdi, da je tako gospod kancler je omenil, da imajo pripravljen dokument strategija oziroma Maribor 2020, kar kaže seveda na neko perspektivnost, ampak mislim, da ni nujno in potrebno izpostavljati samo gospoda kanclerja, zdaj kot primer, da je to temo načel. Je pa res, da je on tisti, ki je načel to temo nekoliko bolj dolgoročno perspektivo. Sicer pa sem želel slišati več o neki perspektivi, ki bo presegala, kot sem rekel, 1 ali 2 mandata v prihodnosti in bi predvsem bila usmerjena v kreiranje neke zasnove, nekih temeljev, ki bi jih župani neodvisno od tega, kateri so v nekem trenutku na nek način jim bili zavezani, da jim bodo sledili in jih uresničevali in bodo te vizije in strategije pravzaprav neki širši konsens številnih deležnikov, ki v Mariboru predstavljajo in zagotavljajo prihodnost in pa delovna mesta in pa razvoj. Bilo je tudi poudarjeno vprašanje, kar se tiče prihoda delavcev tujih, predvsem avstrijskih v Slovenijo. Tu je treba poudariti, da je zelo zanimiva ideja, je pa precej omejena, kar se tiče zakonskih možnosti ali pa tudi mogoče nezanimiva, kar se tiče avstrijskih delavcev, ravno zaradi zakonodaje, kajti po avstrijski delovnopravni zakonodaji imajo delavci precej višje bruto plače. Tudi delodajalci so precej bolj striktno zavezani spoštovanju določenih predpisov, plačevanju določenih prispevkov, ki jih naša zakonodaja ne pozna. Tako da verjetno v kratkem času ni pričakovati, da bi se ta obljuba izpolnila, dokler se pač ne bo pri nas dvignil nivo gospodarske rasti in pa nivo plač na takšno mejo, da bo tudi zanimivo za avstrijske delavce. O črpanju kohezijskih sredstev je bilo sicer kar nekaj govora. Ste pričakovali tudi tu kaj bolj konkretnega, recimo? Bom rekla, da ja, zaradi tega, ker še vedno se v bistvu vidi, da na splošno poznavanje kohezijske oziroma tudi evropske politike, kako dobiti sredstva, še ni mogoče toliko pomembno, ja, ali pa mogoče ne vejo, vse ponovadi si dobiš sodelavce, ampak recimo kaj me je mogoče zmotilo pri enem izmed kandidatov, da je rekel, ne vem, zakaj se recimo bolnice več ne prijavljajo na take razpise. Saj bi se, sem čistek, recimo mi poznamo par primerov, kjer bolnišnica nima denarja niti za neko svetovalno podjetje, da bi pomagalo pri takih prijavah, kaj šele za neke investicije ali pa za karkoli se sploh tule pač dogaja. Tako da tu bi mogoče malo drugače treba narediti, recimo v Avstriji primer so svetovalna podjetja, so financirana strani države in si tudi kdorkoli dejansko lahko privošči take storitve. Vizije danes seveda slišali nismo, ampak bolj mogoče problem je to, da tudi nismo slišali namere, da bi to vizijo zasnovali, da bi jo uskladili. Slišali smo seveda, predvsem v sklepnih govorih, njihova razmišljanja, da je potrebno sodelovati, kar se mi zdi seveda povsem pravilni predlogi in spoznanja, vendar pa
želje pa namere, da bomo skreirali neko razvojno vizijo, strategijo in pa potem oblikovali seveda z nekim konsenzom prioriteto pa projektov za realizacijo tega pa danes žal nismo slišali. Gospod Taler je rekel, da mesto mora priti naproti tujcem, zagotovo je pač govoril tuji vlagatelji v mestu. Kakšne so tukaj možnosti Maribora, recimo vaše mnenje, oziroma kako ste vi videli te napovedi? Kar se tiče vlaganja, je zagotovo neka dobra ideja, je pa sicer tu zelo omejena pristojnost občine. Kar se tega tiče, občina je po zakonu o lokalni samoupravi pristojna, da omogoča pogoje za gospodarsko rast z določenimi ukrepi, seveda morda tudi z promocijo samega mesta, turizma, nenazadnje tudi okolja, investicij in tako dalje, kar se tiče prometne infrastrukture. Konkretno pa so zelo omejene možnosti, kar se tiče občine. Gospod Fištravec konkretno je rekel, da mogoče evropskih sredstev niti ni možno črpati, ker še država ni predvidela, pravzaprav kaj sploh Mariboru pripada, oziroma še ni tukaj vse začrtano. Gospod Dolinšek je rekel, treba si vzeti, kar nam pač pripada. Ne vem, gospod Kranjc je rekel, da v bistvu je potreba počrpati evropski denar za gospodarsko rast, zmanjševanje brezposelnosti. Kdo je pravzaprav imel tukaj prav? Denarja ni ga še zaradi tega, ker naše ministrstvo vlade še nima nič pripravljeno. Zdaj so dobili šele pripombe strani Bruslja, kaj treba popravljati, kar pomeni, da bo še to trajalo par mesecev in denarja verjetno, ne vem, pričakujemo, da bo prvi konkretni razpisi nekje bolj v prvi polovici leta, da bo vse to pohiteli, da ne bomo izgubili še eno dodatno leto, tako da denarja res dejansko vsaj nekaj časa še ne bo. Treba je tudi tule vedeti, da denarja za investicije, tako je bilo v preteklosti, bo manj. Občine, bom rekla, vsi župani se morajo tule tega zavedati, bo več denarja za neke druge, mogoče bolj mehke projekte, kot pa za investicijske projekte. Pri samih razpisih je treba vedeti od takrat, recimo, ko je razpis odprt, pa do takrat, ko boš ti nekaj začel delati, še posebej v proračunu, moraš ti eno leto naprej, morajo župani dati to noter. To traja leto dni, to ni nekaj, kar bi bilo iz danes na jutri. In tega mislim, da se pač ne moremo zdaj reči, če je nekdo recimo začel delati včeraj, da zdaj čez en mesec bo pa kar dobil sredstva. Ni še v podjetjih, ni v bistvu na tak način, pa je samo en vodja, pa en reče, le, to bomo naredili, pa konc šele v občini. To so plani, ko bi jih mogla občine, ne glede na to, kjer županje v bistvu umetno za svoje delovanje. Gospodu Dolinšku, on je tudi pravzaprav rekel, da bi Maribor moramo postaviti in da ga on bo postavil na investicijski zemljevid sveta z tem projektom Invest. To je realen projekt? Seveda zelo zanimiv, ampak kot sem že rekla, zelo malo je možnosti in ukrepov z strani občine. Potrebno je tudi vedeti, da po zakonu o lokalni samoupravi je sicer župan nek idejni vodja, ampak za vsako tako svojo idejo potrebuje zadostno koalicijo, kot je bilo tudi izpostavljeno zdaj na koncu soočenja. Koalicija in večinska podpora je za župana nujno potrebna, če hoče izvesti vse projekte in ukrepe, ki si jih je zastavil, kajti vse ključne odločitve mesta sprejema občinski svet. Gospoda kanclerja smo slišali govoriti o tem, da bi prihodke v proračunu večal za nižanje materialnih stroškov. Je to neki model za doseganje proračuna, s katerim bi lahko krili investicije v Mariboru? Ko prevzameš vajeti in poskušaš preobrniti trende, kot jih imamo v Mariboru, je treba sprejeti kar nekaj ukrepov. Nekaj od teh ukrepov morajo imeti sanacijskega značaja, ki zagotavljajo relativno hitro spreminjanje nekih trendov in zagotavljanje nekih minimalnih likvidnostnih pogojev za izvajanje nekih operativnih dejavnosti. In seveda jaz vidim to njegovo misel in predlog kot enega od
urgentnih sanacijskih ukrepov, s katerimi relativno hitro en ventilček lahko zapreš, zato da nekoliko nekaj prišparaš in to investiraš v tisto, kar je zdaj v tem trenutku urgentno. Seveda pa to ni ukrep, ki bi zagotavljal razvoj mesta Maribor. Kar se tiče investicij in prihoda tujih investitorjev in partnerjev v mesto Maribor, je predvsem seveda odločitev posameznih investitorjev in promocije samega Maribora, same Slovenije, ugodne gospodarske klime, predpisov davčnih, ki so ugodni za te tuje vlagatelje, tako da Maribor ima, oziroma sam župan ima zelo malo konkretnih nekih možnosti, da realno vpliva na odločitev. To seveda je pa stvar tudi vprašanje, kar se tiče primerne komunalne opremljenosti, izkoriščanja potencijala, kar se tiče letališča, ugodnih gospodarskih povezav, zvez transportnih, blizu je Avstrija, blizu je Hrvaška in vse to verjetno privablja tuje investitorje. Torej, komunalna opremljenost, bližina treh držav, vse to privablja. Seveda pa so ključne odločitve tujega investitorja, ki ga zanima predvsem ugodna gospodarska klima, ugodni davčni predpisi. 5000 delovnih mest, morda vseeno malo to pokomentirate še z enega takega gospodarskega vidika, je to izvedljivo? Je to nekaj, kar Maribor realno pričakuje? Maribor je imel v svoji preteklosti že nekajkrat priložnost v relativno hitrem času dobiti nekaj tisoč delovnih mest. Žal teh priložnosti nismo znali zaznati, mogoče nismo znali resno vzeti. Tako da zdaj reči, da to ni mogoče, je nesmiselno. Reči, da je mogoče, pa je enako nesmiselno, če ne veš, na kak način boš to dosegel in z kakšnimi konkretnimi ukrepi boš to dosegel. Gospod Krajnc je recimo se zavezal k selitvi sedeža HSE-ja pa Agencije za železniški promet. Koliko so to realne obljube? Verjamem, da si vsi Mariborčani želimo, da bi se del javnih služb prenesel v mesto Maribor. Nenazadnje to potegne za sabo tudi precej delovnih mest, tudi verjetno, kolikor bi se vse to izpolnilo, kar je bilo danes izrečeno, verjetno bi tudi prišli do številke 5000 delovnih mest iz strani prenosa določenih javnih ustanov, tako da, ampak vse to je stvar državne politike in zelo malo verjetno pristojnost občine.